Pozdravljeni, lepe dušice. Danes je pretok pravi, ki mi šepeta, da vam iz knjige Angelsko perje ljubezni na obali preberem eno poglavje, katero bo prišlo skozi moj pretok in nam prineslo določeno jasnost. Tako da poglejmo, katero angelsko sporočilo bomo prejeli. Me prav zanima. Tako. Poglavje 25, ki pravi: Ulica tišine in pismo sebi. In gre tako. Ko so zapustili majhno domačinsko ulico in se vrnili nazaj proti kombiju, je Sintra postala vedno bolj mehka. Meglica se je zgostila med drevesi kot tanek šav in svetloba je bila razpoložena, nežna, kot da noče nikogar prebuditi prehitro. Lana je hodila med skupino, a v resnici je hodila v sebi. V torbici sta bili peresci in še tretje tisto, ki ga je našla med kamni. Včasih je imela občutek, da nosi majhne ključe, ne do vrat v mestu, ampak do vrat v sebi. V kombiju je sedela spredaj kot prej. Ni se ji ljubilo razlagati in pogovarjati. Ni se ji ljubilo govoriti o tem, kako ji srce vibrira, ko Adrian izgovori Piran in babica v istem stavku. Samo gledala je cesto in dopuščala, da misli tečejo počasi, kot da bi jih nekdo polagal na papir. Skupina se je umirila, nekateri so zadremali, par iz Anglije je tiho šepetal drug drugemu. Lana je pa skozi okno opazovala, kako se zelena hribovja umikata in se svet ponovno odpira. Ko so se približali Lizboni, je zrak spet dobil tisti vonj po soli in po mestu, po kamni, po kavi, po življenju, ki se dogaja na ulicah. Lana je čutila utrujenost, a ne prazno utrujenost. Bila je utrujena na dober način, po dnevu, ko si bil že ves živ. Kombi je ustavil pred hotelom, ljudje so se zahvaljevali, se poslavljali, se nasmihali. Lana je ostala v kombiju še sekundo dlje, kot bi hotela ujeti zadnji del njegove prisotnosti, preden se energija razlije nazaj v običajno smer. Ko je stopila, je Adrian ponovno ponudil roko. Takrat ni bilo šibkih kolen, takrat je bilo nekaj drugega. Zavedanje, da lahko sprejme gesto in ostane v sebi. Danes si bila pogumna, je rekel tiho, ko so drugi že odšli pred vrata hotela. Lana se je rahlo nasmehnila. Ne vem, če pogumna, bolj na novo odprta za sprejemanje. Adrian je prikimal. To je pogosto isto. Za trenutek sta stala tam, v popoldanski svetlobi med prihodi in odhodi, med kovčki in zvoki, ki so se zdaj zdeli nekoliko daleč. Adrian se je rahlo nagnil, kot da želi se prepričati, če ga je razumela. Veš, jutri imam prosto, je rekel. Če želiš, ti lahko pokažem še en kratek sprehod ob obali. Ne izlet, samo sprehod. Lana se je v trebuhu oglasila tista njena energija, tista nova, nežna živost. Srce ji je reklo ja, glava pa je odprla vrata vprašanjem. Ali je to pametno? Kje pa so moje meje? Kaj pa varnost? Kaj pa če? A potem se je spominjala ženske, katero je srečala. In ta gospa je predala. Predaj skrbi svoj vodnici, prišla boš na pravi krog, prišla boš na kraj, kjer ti je namenjen, prišla boš na kraj, ki je zate in za tvojo notranjo rast. To je poglavje številka 25 in dejansko, ko predamo vse skrbi angelom, ko dovolimo čutiti njihovo energijo, takrat se začne v naših srcih dogajati magija. Začne se dogajati zavedanje, da nismo sami in
ko imamo ta občutek, da smo varni, da smo sprejeti v svojem telesu, v svojih mislih, takrat lahko dejansko začutimo svoje srce in začnemo uresničevati naše sanje. Tako da želim vam magičen večer in tukaj spodaj na linku si lahko naročite svoj izvod knjige, ki vas bo spodbudila, motivirala v energijo, katero lahko začutite v svojem srcu, da lahko začnete kreirati tisto, kar si resnično želite. Magičen večer.